novinarske konference, ki je že nekako tradicionalna in je vezana na jaslice, obenem je pa tudi trenutek, ko lahko mi zelo natančno napovemo naš poslovni rezultat in ker je Postojnska jama že kar nekaj časa barometer turizma, tako v Sloveniji kot širše, boste morda sklepali iz naših podatkov tudi to, kaj bodo turistična podjetja kasneje, nekje februarja, marca, tudi govorili o tej turistični sezoni. Tako da leto 2017 si bomo nedvomno zapomnili po temu, da je bilo najboljše v zgodovini Postojnske jame. Tako po fizičnih kazalcih, po številu obiska po posameznih znamenitostih in skupnem številu obiskov, kot tudi po finančnih rezultatih. Te so še posebej, bom rekel, dobri, tudi zaradi tega, ker smo zgodbo v komerciali in marketingu načrtno gradili in konjunktura je dala ta samo še dodaten zagon, da smo res prišli do podatkov, ki jih bomo z veseljem pokazali. Za začetek bi vam nanizal tiste najbolj splošne, ki so ključni. Recimo, mi se približujemo 24-25 milijonom prometa, s tem, da leta 2010, kot vidite, jih je bilo 10 in takrat je družba poslovala pravzaprav tam nekje s pozitivno ničlo. Vsi ostali, ki jih vidite tukaj zdaj v nadaljevanju, so pa posledica tega. Zelo fascinanten je tisti tretji EBITDA, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo. Tega je kar za 9 milijonov 200. Amortizacijo imamo veliko, kot vidite, tudi zaradi hotela, ki smo ga zgradili. Tako da brez tega je 7 milijonov 900, čistega dobička pa 6 milijonov pa pol. No in če to primerjamo z letom 10, našim prvim nepolnim letom, ko ga je bilo 645 tisoč, upam, da sem s tem dovolj nazorno pokazal, kakšen velik preskok je bila ta sezona. In če upoštevamo napoved Svetovne turistične organizacije, STO-ja, pa tudi rast turizma v naslednjem letu, potem bi teh 5%, ki je napovedanih od 4 do 5, tudi nam dalo en, bom rekel, res dober rezultat tudi v naslednjem letu. Seveda v turizmu pa nikoli ne gre prehitevati časa, ker turizem je zelo plaha ptica in samo eden nepredviden dogodek ti lahko celo sezono zruši. Tako da jaz na to stalno opozarjam, zato da v želji, da se to ne bi nikomor zgodilo. Izredno ponosni smo na našo dodano vrednostno zaposlenega. Poglejte, turizem stalno govorijo, da je malo donosen, da se ne da visoke dodane vrednosti ustvarjati. Z 80 tisoči na zaposlenega se ne bi sramovalo marsikatero, bom rekel, tudi tehnološko podjetje in ravno tako, kot imamo visoko dodano vrednost, take so pravzaprav tudi naši standardi, ki jih kažemo na vzvoj. Zadnji podatek, še to povem, vse to, kar vam kažem številke, vam bomo dali na ključku, tako da boste lahko še enkrat pregledali. Tukaj bi jaz bolj poudarke naredil na tistih stvareh, ki se mi zdijo pomembne. Zelo pomemben se nam zdi pa tale naš stopnja zadolženosti. Mi smo praktično popolnoma nezadolženo podjetje. Lani nam je sicer mečkam zrasla zaradi celotne investicije hotela, ampak letos je spet padla na 18,4 in tukaj gre tudi razumeti, zakaj smo mi izpeljali tisto veliko investicijo okrog CERT-e, o kateri bo v nadaljevanju govor, ker smo to delali z lastnimi sredstvi, kapitalsko smo sila ustrezni, je pa to tudi čas, kjer moraš biti zelo previden. Zdaj je čas debelih krav, to je čas ene euforije, to je čas tudi zelo nekontroliranih investicij, ki v tem trenutku marsikdaj temeljijo pretirano zadolževanju. Moja konzervativna politika je vedno taka, da v času debelih krav se praviloma razdolžujemo, da ob morebitni krizi vedno vstopamo pripravljeni, nezadolženi in nas krize praviloma niso nikoli dotaknile. Nasprotno, takrat so cene na trgu najnižje
in takrat je tudi naša ekspanzija največja in v takem času smo enkrat kupili tudi Postojnsko jamo. Ta graf je poslovnih prihodkov in poslovnega izida je zelo zanimiv, zato ker je neverjetno konstanten že čisto vseh 7 let. Razlika je samo to, da krivulja je čedalje bolj strma in da so vsi trije parametri, EBIT, EBITDA in pa čisti poslovni izid vedno skladni. Tako da ne bom rekel, da se da kaj sklepa tudi v prihodnje, govori pa o tem, da gre za eno konstantno rast in zasledili ste podatek, ki so ga objavili letos, da smo imeli 4 leta zaporedno turistično rast v Sloveniji, mi jo imamo v bistvu že celih 6. Tale paleta podatkov, ki jih tukaj vidite, je zanimiva zaradi tega, ker naša družba, kljub temu, da smo taki, kot smo, je še zmeraj sila davčno obremenjena, deloma zaradi koncesije, deloma pa zaradi celotne palete davkov in ta 36% obremenitev vsakega evra, ki ga tukaj dobimo v Postojnski jami, je resnično velika, ampak mi se s tem pretiramo, niti dosti ne ukvarjamo, pač to je neka danost te države. Če bomo hoteli biti bolj davčno, bom rekel, privlačni, bo nedvomno mogla država tisto narediti, kar je njena naloga. Mi bomo temu sledili, tukaj v zadnji koloni tudi vidite spremembo davka iz dobička. Takrat je bilo rečeno, da je dvig davka iz dobička krizni ukrep, tako kot je bil krizni ukrep najvišji dohodninski razred, tako kot je bil tudi DDV, zdaj pa te krize nimamo več, davki so pa še zmeraj ostali. Tako da to je eno pomnik, pravzaprav vsem, ki so načrtovali davke in upravičevali dvig davkov skozi krizo, da je zdaj čas, da pravzaprav tudi davčno politiko rahlo spremenimo. No, zdaj, normalno, kadar si dober, smo ravno danes tudi vsem zaposlenim povedali, da bomo znali del tega tudi deliti in letos bomo delili tudi najvišjo kolektivno uspešnost in to je 1000 evrov za čisto vse, ki so bili tukaj zaposleni pri nas, ne glede na status, mi prekarcev praktično nimamo, imamo za nedoločen čas pa določen čas in do tega so upravičeni čisto vsi, glede na prisotnost na delu. Tukaj mislim, če je bila bolniška odsotnost ali to ni bilo, si v sorazmernem delu do tega upravičen. In tudi regres izplačujemo in smo ga že izplačali v znesku 1000 evrov za začetek poletja. Ni pa v teh tabelah vseh mesečnih stimulacij, tudi ni kolektivne stimulacije, ko jo izplačujemo mi vedno, ko imamo rekordni mesec. In letos je bil rekordni mesec avgust, bilo je skoraj 150.000 obiskovalcev in ta fluktuacija, ki jo imamo mi, je resnično velika. Če primerjate z enim januarjem, februarjem, ko je pa mesečno obiskovalca tam nekje od 12 do 15.000. In najbolj, kar nas je vedno skrbelo, je to, kako zadržati vse te ljudi, ki so pri nas v sezoni, ker borba za človeške vire bo vedno in vedno hujša. Jaz tako malo v šalico rečem, da 3. svetovna vojna ne bo več za naravne vire, ampak za človeške. In če ne bomo znali tukaj vseh njih zadržati, potem se bomo vsako leto ukvarjali s tem izredno velikim zaposlovanjem v spomladanskem času in potem del tega kadra odpuščali jeseni. In tukaj ste dobili verjetno tudi odgovor, zakaj nas je Certa s smučiščem tako zanimala, ker ima popolnoma inverzno sezono. Mi imamo poletno, oni imajo zimsko in tukaj bi lahko prišlo do teh zelo močnih sinergij tudi na področju človeških virov. Zdaj, kaj pa te številke v fizičnem smislu pomenijo? Gledajte zadnjo kolono. V tej koloni lani smo prešli magično mejo 1 milijon obiskov, letos smo že na 1.201.000. Mislim, da bo to celo še malo boljše kot je, zato ker so tudi napovedi letos za jaslice bistveno boljše, to pa vemo na osnovi rezervacij do današnjega dneva in so celo 30% boljša napoved kot pred 2 leti, ko so bile rekordne. In v tem grafu je dve stvari sta izredno izstopajoči. Eno je Predjamski grad,
Poglejte ga, on je imel leta 2009, je imel 103 tisoč obiskovalcev, letos smo na 240, isti grad, ravno tako je tam, da tudi tukaj je lažje razumeti, zakaj mi te brezplačne prevoze organiziramo iz Postojnske jame, ker je promet v bistvu pred jame bistveno bolj umirjen, pa kljub temu, da je 240 tisoč obiskovalcev. Zelo razveseljiv je pa število obiskovalcev v Expo, ki smo ga zgradili z zelo jasnim namenom, da bi to mlado populacijo, učence, dijake pravzaprav poučevali, izobraževali o pomenu Krasa in nastanku Postojnske jame in dejansko slovenska javnost je to sprejela. Za tujce je pa pomembno zato, ker je Kras najizrazitejša pokrajinska oblika Slovenije. In kakšenkrat smo tako zelo mačehovski do tistega, kar imamo, in sem bil po svoje kar razočaran, ko smo z novo strategijo slovenskega turizma dobili 4 območja, ampak v celi strategiji slovenskega turizma ni niti enkrat napisana besedica Kras. Ne z veliko, ne z majhno. Imamo mediteransko Slovenijo kot en del Slovenije, pozabili smo pripisati in Kras. Tako da to trdim, da je še zmerno zelo velika napaka, ker potem nas v svetu tudi poznajo. Imamo inštitut za raziskovanje Krasa, imamo človeško ribico, imamo čebelico in imamo lipicanca. To so 3 izjemne stvari, ki bi jih mogli v turističnem smislu same razvijati, ker če same ne bomo kot blagovno znamko, tudi drugi jih ne bodo. Pri strukturi obiskovalcev je prišlo do ene spremembe, ki jo morda vi niti ne zaznate, mi pa smo jo. Italijanski gosti tradicionalno vedno najboljši, letos jih je 15%, lani jih je bilo 12%, je pa na drugo mesto prišel nemški gost. To pa je zanimivo in iz drugega mesta je izrinil korejskega. Korejci so bili prej naš drugi gost, zdaj na tem daljnem vzhodu je vedno neka vzhajajoča zvezda in njo boste videli tukaj v drugem delu, in sicer to je Tajvan pa Hong Kong, ki ga imate noter med ostalimi, tako da tam je ta struktura gostov se zelo spreminja. Moramo se pa zavedati, da tam je tudi en speči azijski tiger, ki se mu reče Kitajska. Kitajska je pravzaprav v tem trenutku izjemen potencial za cel evropski turizem, ne samo slovenski. Mi temu pozorno sledimo, ker v šali rečem, če pride sam en promil tistih Kitajcev sem k nam, ne bomo več imeli krožne poti v jame, ampak bomo imeli sam tukaj vhod v Črni jami, bodo šli pa vsi bom, ker enostavno tokih jama ne bomo nikoli preživela. Pozorni smo pa tudi zaradi tega, ker vizni režim do Kitajske ne bi se v prihodnje vendarle nekako malo omehčal in ko se bo omehčal, moramo vedeti, da Kitajska je izredno bogata dežela, ko bodo hoteli potovati, bodo take destinacije, kot je naša, za njih izredno zanimiva, zato ker Kitajci so ljubitelji Krasa, imajo tudi svoj gilin, zelo lep Kras in en odnos do tega Krasa imajo. In ne gre pozabiti tudi dejstvo, da Inštitut za raziskovanje Krasa je bil prvi evropski inštitut, ki je začel sodelovati z njihovimi inštitucijami na Krasu. Tudi vsi visoki obiski, ki prihajajo v Slovenijo, se nikoli ne izognejo obiska Postojnske jame, tako da mi pomembnost kitajskih gostov merimo tako po številki, to je 5. človek, to je 3., to je 2., ker imena si bolj malo zapomnimo, pa nič nam ne povedo, ampak oni nas resnično redno obiskujejo in to nakazuje na to, da moramo biti mi na to tudi pripravljeni. Tako da jezikovna komunikacija pri nas že poteka preko audiovodnikov, ne bo pa nič neobičajnega, če bomo enkrat lahko znali voditi tudi v živo v njihovem jeziku. Zelo razveseljivo je tukaj tudi Slovenija. Poglejte, slovenskih gostov je 6%. To je veliko. To je veliko, ker smo sorazmerno mehni in struktura ta je zanimiva zaradi tega, ker ponavadi v vsake državi je njihova turistična znamenitost vedno najbolje obiskana z domačim gostom. Nikoli ne boste najdli redko kje, da bi bilo recimo tujih gostov več kot domačih, ali Italija, Nemčija ali karkoli. Tisto, kar v neki državi tudi domačih gostov največ, tukaj pri nas ne.
tako da vidite, da smo resnično velik izvoznik DDV-ja, ker 94% je tujih gostov, ko odnesejo pač ta DDV domov si, oziroma ga tukaj postijo, da ga sam plačajo, tako da turizem je tudi v tem izvoznem smislu zelo pomembna dejavnost. Lani je bil hit Izrael, tudi letos je zelo visoko, 4%, kaže pa se, kje Slovenija dela zelo veliko napako v turizmu. Britanskih gostov je 5%, to je veliko. So pa samo zaradi tega, ker so urejene letalske linije. In nedopustno je to, ko sem bral strategijo in sam sem tudi sodeloval pri njej, da ko so delali 5-letni razrez, je bilo predvideno v eni postavki, da se bo namenilo tudi 10 milijonov evrov za spodbujanje letalskih linij. In res ta postavka obstaja z 10 milijoni, z eno zelo, zelo veliko lepotno napako. Šele čez 3 leta bodo prvih 5 milijonov namenili za spodbujanje letalskih linij. In jaz sem resnično vprašal, da zakaj? Da bi marsikatero drugo postavko lahko zmanjšali, da bi se proračun izšel, bi pa letalske linije postavili kot prioriteto. Ker mi brez tega, mi se ne moramo zanašati na Beneško, na Zagrebško in na Dunajsko letališče. Imamo jih, hvala Bogu, so razmerno blizu Slovenije, ampak nimamo pa lastnih letalskih linij. Jaz sem nam za primerjavo samo Hrvaško, kar pozabljamo, Pulj, Reka, Split, Dubrovnik, Zadar, Zagreb. Jaz sem 8 letališč naštejem in to so gostje, ko so večinoma tuji gostje in ko letalo pristane, si ti dobil gosta. In če te linije imeli, potem je bila tudi ta struktura, bom rekel, drugačna, odraža ta struktura še nekaj drugega, preko Poljske, Madžarske, Češke pa Slovaške, ki so tam med ostalimi, da je Srednja Evropa v turističnem smislu izredno velik potencial v teh sezonskih selitvah na morje in pa varnost Evrope kaže na to, pravzaprav, da bo notranjega turizma v Evropi vsaj v naslednjem letu po predvidevanju še več. Kar bo pa oddaljenega, je pa pravzaprav zanimiva ZDA, ker smo rekli, da imamo Melanijo, imamo prvo damo, ampak v turističnem smislu nekih pomembnih premikov, tukaj pa vendarle nismo začutili, so drobni, kot je rast povsod, ni pa Melanija mogla čisto vse prtela, če se bo rekla. 17. augusta smo imeli tudi, oziroma 9. novembra, smo imeli tudi 38 milijonov obiskovalca. Na to štetje smo zelo ponosni, ker 200 let štet obiskovalce, tako pridno imeti ohranjene vse knjige, ne vem, kje boste to še našli, ampak to je ta tradicija pri Postojnski jami, ne glede na to, kater upravitelj je, mora biti do tega spoštljiv in tudi ne glede na to, da je šla Postojnska jama skozi 5 držav, vedno so bile te knjige nedotakljive in se ni zgodilo to, kar se je recimo na Plitvicah, ko je vojna pravzaprav uničila popolnoma vso dokumentacijo in to je nekaj nezaslišnega. Predjamski grad sem posebej izpostavil zaradi tega, ker je lepo vidno, kako če sistematično delaš ti s kulturno dediščino, je lahko tudi ta izjemno obiskana in Predjamski grad trdim, da naslednje leto, ko je leto kulturnega turizma in bodo kulturne znamenitosti še bolj izpostavljene, smo mi pred velikim izzivom, kako bomo organizacijsko peljali, tako da bodo gostje tako dobro ocenjevali Predjamski grad, kot ga v tem trenutku, ker ima tako Postojnska jama kot Predjamski grad z vidika ocen gostov res visoko oceno in to je tudi bistvo našega dela, da so gostje zadovoljni in edina skrivnost, da jo lahko turizmu poveš komorkoli je to, da ne imajo zadovoljnega gosta, pa bo tudi biznis dober. Zdaj, drugo, kar je pri nas so vedno investicije. Pri nas investicije so permanentne, brez njih ne bi mi nikoli rasli. 2 vrsti so, ene so koncesijske, iz tistega denarja, ki koncesije, te se praviloma nanašajo vedno na jamsko infrastrukturo in na jamo. Vidite, kam smo to vlagali. Čaka nas izjemno delo še promenada, to bo okrog 4 milijone vreden projekt,
ko bo promenada slavnih, s tem bomo se posvetili vsem tistim ljudem, ki so šli že v jamo teh 200 leti. Tudi danes boste videli en del popolnoma prenovljenega perona v koncertni dvorani. Do Jazd smo zaključili, bom rekel, nekje 20% del, ampak bo že nakazano za kako lepo bo ta peron, tako kot smo lepega naredili vstopnega. Drugih investicij smo v tekočem letu imeli v samem parku Postojnske jame nekoliko manj, to je samo 1.750.000, ker tista daleč največja investicija je bila Certa, večkrat kasneje v njej. Predvsem so bile letos investicije zelo vsebinske, prenovljen vivari, ta svet junakov tame je bil način, kako čim bliže približati živi svet jame ljudem, ker so te živalice zelo mehne. Človeška ribica je največja, sploh jamska žival, da bi jo tako mladi razumeli in skozi vivarje mi komuniciramo občutljivost zemeljskega površja, je tako velika, da vse, kar nasnažamo navzven, pride v jamo. In zato je ena od naših poslanstv tudi naloga, da neprestano opozarjamo na kakršnakoli onesnaženja na površju, ker Slovenija z 12.000 jamami ne se kar ponosno predstavlja, se jih mora znati tudi čuvati in čuvanje se začne zunaj. Tako da na Postojnskem sem hvaležen tako novinarjem, ki res pridno sodelujete pri temu, ker če tam ne bomo začeli pri grehu, potem bo v jami čisto vse prepozno. Te investicije so bile, bom rekel, deloma gostinske, mimo Magdalene ste šli, ime ima po Magdaleni jami, zato je tudi restauracija tako narejena, ko Magdaleno vedno vstopaš skozi brezno, nima horizontalnega vstopa in tudi tukaj smo malo tega koncepta ponudili v tej restauraciji, da ima nek smisel. Največja investicija v jami, to je pa naša lastna, je pa naslednje leto, je pa kompletno zamenjati celoten vozni park. Vse lokomotive, vse vagončke, to delamo iz večjih razlogov, kot vidite. Odpravili bomo posipanje s peskom. Te naše kompozicije so stare zdaj že 40 let, pa veste, da so nekaj zvozile. Navadno se, da bi se začele kvart, predvsem so pa one tudi hrupne, tako da bomo hrup zmanjševali v jami, varnost potnikov, imeli še na višjem nivoju, močnejše baterije, se pravi več vožnje bo lahko taka lokomotiva naredila, udobnost voznika, ne bodo več na prepihu, ne bodo zaprti, ne bodo pa te vlakci nič lepši, kot so zdaj. Točno taki bodo ostali, tudi če bojo imeli veliko tehnologije noter, ampak njene lepoti teh vlakov se pa ne bomo odpovedali. Tako da ne boste nič futurističnega videli, oni bodo tradicionalno lepi, kot so že 100 let približno. In pa poseben poudarek bomo dali prijazno vozilo gibalno oviranim, tako da invalidi, vendarle smo edina jama na svetu brez ene same stopnice, vsakemu je dostopna. Želimo pa samo še to narediti, da bi z invalidskom vozičkom invalida pripeljali kar na naš vlakec, ga v bistvu na nek način zahakljali in ga potem enostavno odpeljali, ker zdaj smo ga mogli posedeti na sedež, ga potem spet dvigati, to je pa težko, tudi naporno, tudi še enkrat nimamo dovolj osebja, kadar je preveč teh ljudi, mislimo pa, da smo dolžni to narediti, zato ker tudi oni so tako kot mi ljudje, imajo ista občutenja in ko grejo lahko v jamo, je to nekaj nepozabnega, kot takrat, ko so nesli kolegi tetraplegika čez celo jamo in to je bilo nekaj, kar ne moš nobenemu dati. Naslednje leto je čisto posebno leto za nas. 200. obletnica. To praznovanje smo poimenovali Poklon Postojnski jami, ker mislim, da po 200 letih je prišel čas, da se vsi začnemo malo poklanjati, umetniki, znanstveniki, književniki, športniki, kdorkoli. Koncept naš je tak, da vsak naj izrazi na svoj način ta poklon. Upam, da bo tudi država razumela, da ta Postojnska jama ni od te gospodarske družbe,
ampak je to naravna vrednota, državni spomenik in da se bodo v to praznovanje vključili, čeprav so v tem trenutku zelo anemični, ampak ne glede na to, ni od tega, da se bomo poklanjali, ne bomo odstopili, tako da bomo vabili vse te umetnike, ki so po svetu pomembni ljudje, da vsak na svoj način prispeva in mislim, da nam bo jama hvaležna za vse to, se nas konec tog časa hrani. Naša daleč največja investicija je bila pa Certa Holding, zelo težek prevzem, uspešen sicer na koncu, je pa jasno zdaj, zakaj smo točno Certo hoteli imeti. Hoteli smo imeti, ker je približno 1 uro od Postojne, mimo gre Šidrije, ki ima UNESCO, ki je turistično nedovolj razvita, ima smučišče, ravno inverzno sezono, kot jo imamo mi, in terme njihove, ki so kompletno prenovljene, so pravzaprav ene najbolj zahodnih term v Sloveniji. Italijani so pa veliki ljubitelji term in mi jih imamo 15% in tukaj so se pravzaprav te sinergije, bom rekel, nekako zložile. Po drugi strani so pa po teh prvih ogledih smo ugotovili, da gre za izredno tehnološko nerazvito podjetje, to je ta hotel Cerkno. Tehnologijo imajo slabo, kadrovsko so podhranjeni, standardi so sorazmerno nizki in vse to jim bomo mi lahko dali, obenem bomo pa lahko bistveno bolj intenzivno zaposlovali, obenem je pa cerkljansko-idrijska tudi tisti bazen človeških virov, ki je za nas najbolj zanimiv. Zato, ker v Ljubljani zelo težko nabiramo kader, teže v Kopru, teže v Obali, ker so tam vsi ostali, iz cerkljanskega pa ja, po eni strani zaradi samega razvoja na cerkljanskem pa idrijskem, po drugi strani pa, ki bi lahko prihajali tudi k nam v Postojni. Sama Certa Holding, kot veste, ni samo terme pa smučišče, to je turistična divizija, tukaj je še Tik Kobarid, to je tovarna medicinskih pripomočkov v Kobaridu in pa 25% delež v Eti Cerkno. Skratka, za kar razvejen holding gre in dela ne bo nam zmanjkalo. Normalno, ta odličnost skozi poslovanje se kaže tudi skozi finančne rezultate. Tukaj bom rekel samo to, da smo pač med turističnimi podjetji edini zlato bonitetno odličnostjo. To je zelo pomembno do vseh partnerjev navzven, ker mi se tako predstavljamo in konec koncev, če to pozitivna asociacija za cel slovenski turizem ni slabo. Revija Manager nas je tudi uvrstila med top srednje velika podjetja, s tem, da smo pravzaprav najuspešnejše tudi turistično podjetje in še enkrat, ko postavljamo neke standarde, smo tudi zaradi tega potem bolj opazni, ker turizem je po svoje zelo enostaven, če ga ti enostavno obravnavaš in enostavno delaš. Znamo ga po Sloveniji, ima se kdaj tako zakomplicirati, da sploh ne vemo, kaj delamo. Marketinška odličnost, letos spet smo jo dosegli, tudi zaradi tega, ker svojega koncepta ne spreminjamo, vedno je obrnjen k uporabniku in mi smo pač tisti, ki moramo temu služiti. Zelo zanimiva je tale nagrada Sejalec, ker nam je dala Slovenska turistična organizacija z Expo, zato ker smo naredili velik preboj v tem vzgojno-izobraževalnem smislu. Kot sami veste, mene so na začetku zelo kritizirali, češ da sem za eno tako veliko investicijo si izbral razstavni paviljon, češ da to ni ekonomsko, da bi mogel prej neke ekonomske stvari narediti, kot je hotel ali pa karkoli drugega. Jaz sem pa vedno verjel in verjamem, da pravzaprav vzgoja se začne pri majhnem človeku in če njemu neka pozitivna čustva vzgodiš ti do naravne pa kulturne dediščine, da bo enkrat v prihodnosti tudi rad obiskoval. In mislim, da to nisem ne mislil, prepričan sem, da nisem to zgrešil tudi zaradi tega, ker sem ta potencial Inštituta za raziskovanje krasa kot geograf vedno čutil. Oni imajo neverjetno veliko znanja, samo oni ne znajo kakšenkrat narediti uporabnega. Mi smo ga pa tukaj naredili uporabnega in tako je bilo tudi prepoznano. To, da smo ugledan delodajalc nam tudi, bom rekel, laska, ker konec koncev uspeh ni samo denar, uspeh so tudi ljudje, ko vse tukaj naredijo in če na drugi pravi, da smo ugledni, to je lepo. No, verjetno vas zanima, kaj se s temi našimi ribicami dogaja.
ta svetovna zgodba lani, ki je imela približno 200 milijonov ogledov takih in drugačnih ocenjujemo. Zanimivo je zaradi to, ta idrijska čipka, ki nam je ta ista gospa podarila kot darilo, je nam dala asociacijo, da povezovanje produktov v turizmu je približno tako kot spretno prepletanje nitk pri eni čipki. In če bomo znali tako povezovati, bom rekel, to idrijsko-cerkljansko s Postojno, lahko dobimo en vrhunski proizvod, ker gost pravzaprav ne pozna občinskih meja, gost se hoče samo prijetno počutiti. Zdaj pa te hribice, po vseh 21 še imamo, pridno se razvijajo, kot vidite, rastejo, so 9 cm že dolgi in tukaj vidite, da v naravi dosežejo 10 cm po 6 letih. Se pravi, da naš vivari postaja, oziroma naš laboratorij kot primer, najbolj zgleden primer, bom rekel, živalic in pogojev, ki jih lahko nudimo za razvoj, ker prvič, da nam jih je uspelo toliko imeti, je bil en fenomen, drugo, da so preživeli in drugo, tretje, to, da so one verjetno zelo dobro počutajo, ker je bila visoka stopnja tako preživetja ličinke in pa juvenilov in trdimo, da gojenje proteusa v umetnih pogojih in pa optimalnih umetnih pogojih je pravzaprav lahko čisto enakovredno tistemu v naravnem okolju. Zdaj, kako te ribice izgledajo, vam prvoščim, da si jo malo ogledate, kako so one živahne. V zadnjem delu filma boste pa videli, da tam, ker so skupaj, se pa že ko eni najstniki pretepijo malo med seboj. Zgleda fajn. Mi jih pač preko infrardeče kamere neprestano snemamo, veliko kratke zavrtimo nazaj in najdemo kakšno tako hecno zadevo. Videli ste, da učke zdaj so še vidne, počasi bodo začele odmirati in potem bo ena druga faza. No in v tem zadnjem delu prehajamo na naše žive jaslice, 28. so letos po vrsti, vseh 5 kilometrov je to božično zgodbo pripovedujemo, 30-letna tradicija, 24 let je že z nami Gabriela Brovčeva, ki je pravzaprav mati vseh teh jaslic. Ne gre pozabiti, da so ravno postojnske jaslice bile prve žive jaslice in na tem primeru so nastajale še vse ostale po Sloveniji. Postale so tudi v svetu zelo opazne. Slovenci zdaj tako jih bi že malo pogrešali, če jih mi ne bi več imeli. CNN jih je lani uvrstil med 10 najlepših božičnih prizorov na svetu. Upajmo, da bo tudi letos tako. In tale palca ni čisto navadna palca, ampak to je tista palca, ki bom tudi letos predal Jožefu že od začetka. Jožef drži točno to palco in tako bo tudi letos. Kot vsako leto morajo biti nek presežnik ne samo v 2100 lučeh, ki jih nekako predelamo, dopolnimo. Presežnik je tudi v tem, da ko so zbori, imamo po 150 nastopajočih in to so praviloma vsi amaterji. Vsi so amaterji in takrat oni pozabajo svoje življenje, na kateri si morajo brade pustiti. Žene so grozno hude, ker niso prav nič lepi s tistimi bradami, ampak tako je, za jaslice se žrtvujejo večinoma domačini, otroci izredno radi nastopajo, posrednjo vlogo imajo pa trije, Oto Pestner, Irena Turan in pa Teja Saksida. To so te najmočnejši prizori v jami, zelo specifični glasovi, 16 svetopisanskih prizorov prikazujemo v tej jami in še eno stvar ste opazili v prihodu. Mi smo naredili tudi fotozgodbo teh jaslic. Slikati je začel Ciril Jazbec, ki ga verjetno poznate kot enega najboljših fotografov mlade generacije, svetovno poznanega, mednarodno tudi že uveljavljenega. Lani smo to začeli slikati, to zgodbo pripovedujemo in to so ujeti trenutki priprav, trenutki dela in
Teh slik imamo veliko, del tega si boste ogledali, ker to vendarle bomo vse pustili enkrat z arhive in te ljudje bodo enkrat odrasli in bodo veseli. Vidite, koliko Jožefov lahko tudi imamo, lahko jih imamo več. Jaslice so tudi v Predjamskem gradu. Jaslicam smo letos posvetili, bom rekel, čisto posebno pozornost. Tele tukaj jih vidite, prihajajo z Cerkljanskega. Zelo posebne so, zato ker so delane iz volne. Tudi misel, ki jo ta gospa napisala, je tako lepa, tako topla, da boste kasneje videli tudi na ekranu. Posebne so pa tudi zaradi tega, ker so bile njena tehnika in podobne jaslice so romale tudi v Rim, k papežu. In to je ta Metka Prezelj, odzvala se je, naredila jih je tudi za nas, da jih lahko blizu sami pogledate. To je ta prijetna gospa, ki klekla, je pa drugače strojna inženjerka, tako da ne boste mislili, da je to kakšna gospodinja, ki pa ne pogledate, kako je lepo misel nam podarila za novo leto ali pa celno človeštvo. Jaz se bom kar prebral v delu, sem prav te dni velikokrat premislila, da bi bili tudi ljudje taki kot volna, da bi nas življenje tako kot prej oblikovalo, tako, da bi razveseljevali druge in bi v sebi vedno imeli njeno mehkobo in toplino. In to sporočilo je pravzaprav najlepše sporočilo v božičnem času, ko ga lahko daš. Zelo posebne jaslice v naravni velikosti pa prihajajo iz Bolivije. Iz Bolivije dela jih je naša velika umetnica Eti Štih, ki živi tudi v Boliviji in mi jo bomo imeli zdaj tudi na Skypu, tako da vam bo povedala, kaj hotela s temi res posebnimi jaslicami tudi povedati. Dobar dan, Eti, tukaj ti ne vidiš vsa ta auditorij, ampak nastrpno pričakujejo tvoje bolivijsko sporočilo ob teh čudovitih jaslicah, ki jih bodo videli pa kasneje. Tako da bi prosil, da nam da svoje sporočilo in pa poveš, kaj si mislila s temi jaslicami, ko si jih delala, ko smo te povabili k sodelovanju. No, najprej hvala za to čas, zato ker to je bila za mene izjemna naloga, da lahko za Postojnsko jamo te jaslice naredim. Kot otroku je bila zame Postojnska jama zmeraj eno čudo, tako da lahko zdaj kot že odrasli človek kaj naredim, da bo tam noter zame to čisto veselje. Tako da hvala lepa tebi, Kati, za to zaupanje. Zdaj pa tako je, meni se zdi, da Jezusovo rojstvo pravzaprav za vernike ni tak nostalgičen spomin. Jezus se rodi za ljudi vsako leto in vsako leto to tudi praznujejo in zato so moje jaslice sodobne. Zato niso to pastirčki s turbani na glavo, ampak so sodobni ljudje in po celem svetu. Zato, ker katoliška vera je pač, če malo zgodovino pogledamo, včasih tudi na bojo divji ali pa žalostni ali pa nasilen način to vero tudi na druge kontinente se izpravlja, ampak mislim, da božični čas je čas pozitivne luči in mislim, da moramo ta čas gledati pravzaprav v zmerju pozitivnih barvah. Kadar se en otrok rodi, to je zmeraj nekaj lepega, nekaj pozitivnega in zato so te moje barve tudi tako vesele, latinsko-ameriške, ker tukaj imamo veliko sonca. Krasno. Eti, povej še to, ko vse zanima, koliko časa si jih pa delala. To nam nisi hotela povedati, zdaj pa boš mogla njim, kar povej. Ti se teba dobil, a? To pa zdaj sprašujejo, koliko časa pravzaprav jaz stvari delam. Moram priznati, da vse skupaj meni se zdi, da traja skoraj več kot 2 meseca, odkar ste mene poklicali, odkar je meni ta ideja padla v glavo, kako naj bi to zgledali, pa je bilo treba vse namalati, pa je bilo treba vse na računalniku izrezati, tako da pravzaprav to je bilo veliko dela, da je to lahko pol preko računalnika šlo v Evropo. Moram reči, da ni bila zelo enostavna naloga. Pa je pa še to, tako narediš, ne vem, Mat Božjo, pa Jezuščka, pa pol bi še
ovco, pa pol bi še ta osebek, pa še drug osebek, pa še tega indijanca, pa še žirafa, tako da na koncih je bilo meni se zdi, da več kot 30.